Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Prejšnji teden je v osnovnih šolah po Sloveniji potekal vpis otrok v 1. razred. Na Zavodu za zaposlovanje so ukinili subvencije za samostojne podjetnike. Raziskali smo nekaj ugotovitev o vplivu kajenja na zdravje. Pozanimali smo se, kakšen odnos ima zdravstvo do gluhih. V rubriki Znani ljudje vam bomo predstavili gluho glasbenico in prvo vokalistko Evelin Gleni. Ostanite z nami. Pretekli teden je v osnovnih šolah po Sloveniji potekal vpis prvošolcev rojenih leta 2008, ki bodo letos dopolnili 6 let. Teh je bilo 21.817. Zakon o osnovni šoli še določa, da morajo starši otroke vpisati v najbližjo šolo oziroma v šolski okoliš, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Če želi otroka vpisati v drugo osnovno šolo, mora šola s tem soglašati. Otroci, ki obiskujejo vse 3 specializirane izobraževalne ustanove, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center za sluh in govor Maribor in Center za korekcijo sluha in govora Portorož, so v šolo napoteni na podlagi odločbe o usmeritvi. Koliko gluhih, naglušnih in otrok s polžjevim vsadkom bo v novem šolskem letu na osnovi odločbe usmerjenih v njihove prilagojene programe, bo znano maja, končno število pa šele septembra. Januarja 2014 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za nedoločen čas zamrznil možnost subvencioniranja za samostojne podjetnike. Kakšne so alternative, ki jih Zavod danes ponuja? Na zavodu ocenjujejo, da so uspešno zaključili program spodbujanja samozaposlovanja za obdobje med letoma 2007-2013 s subvencijo iz Evropskega socialnega sklada. S subvencijo so do zaposlitve pomagali 23.316 brezposelnim in iskalcem zaposlitve. Podelili so 100 milijonov sredstev. Kaj se bo zgodilo s vsemi tistimi, ki so bili na čakalni listi za subvencijo in je po novem ne morejo več pridobiti? V prihodnje na zavodu ne bomo več izvajali programa spodbujanja samozaposlovanja, kot smo ga v preteklem programskem obdobju. Tovrstne spodbude ministrstvo za prihodnje namerava izvajati skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo in jih še bolj prilagoditi na potrebe sodobnega podjetništva. Kako pa bo pri nas? Naši brezposelni iskalci zaposlitve bodo lahko v okviru jamstva za mlade deležni različnih krajših delavnic v smislu priprave na samozaposlitev. Imamo tudi številna moderna spletna orodja, s katerimi si lahko pomagajo ugotoviti, ali so za podjetnika, ali imajo znanja, kompetence in izkušnje za samostojno podjetniško pot. Številni posamezniki, ki so se v preteklosti podali na samostojno podjetniško pot, so v praksi hitro ugotovili, da so velikokrat prepuščeni samim sebi. Žal v Sloveniji ni državnega organa, ki bi bdel nad tistimi, ki ne plačujejo računov za opravljeno delo. In takšnih je veliko. Espe imam odprt od leta 2008, nekako začelo se je zelo obetavno, postopek na zavodu je stekel v nekem korektnem postopku, vse se je dobro odvilo, začel sem nekako delati, dobil sem prve naročnike, vendar po letu pa pol so se pa začeli problemi z neplačevanjem računov, teh računov nisem nekako dobival plačane in tista zaloga, ki sem jo dobil na zavodu, se pravi 4500 evrov,
je začela kopneti in nekako postala je panika. Po moji izkušnji bi bila ena primerna varovalka to, da se uredi finančna disciplina v Sloveniji. Če bi to delovalo, potem ne rabimo neke varovalke, za katero sem slišal, da je v tujini, v kateri, če tebi naročnik ne plača računa, nekako država oziroma njen organ plača ta račun tebi, vendar potem tega naročnika, ki je tebi dolžen, ga slečejo iz gat, tako da ne more spet zapirati firm, pa ponovno jih odpirati na nekih drugih koncih in na ta način manipulirati z ljudmi, ki... Po podatkih Evropskega statističnega urada je bila v Sloveniji stopnja brezposelnosti konec lanskega leta 10,4-odstotna. Brezposelnih je več žensk kot moških in veliko mladih. V veliki meri so se prav mladi odločali za samostojno podjetniško pot s pomočjo subvencije. Torej vsem, ki so se želeli samozaposliti s pomočjo naše subvencije, pa jim to od letošnjega leta ni več omogočeno, lahko priporočamo, da se obrnejo na DURS in tam uveljavljajo možnost olajšave pri plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Te olajšave so v prvem letu poslovanja polovične, nato pa v drugem letu poslovanja še 30-odstotne. Z letom 2014 so zaradi višjih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bolj obremenjene avtorske pogodbe. Mladi opozarjajo, da bi si z veseljem pridobili status samostojnega podjetnika, ker pa ne zaslužijo dovolj, se jim espe ne izplača oziroma po plačilu prispevkov ne bi imeli niti za preživetje. Kajenje skrajšuje življenje, prav tako pa tudi zmanjšuje kakovost življenja. Večina nas ve, da kajenje povzroča pljučnega raka, vendar to ni edini rak, ki ga lahko povzroči kajenje, niti ni edina bolezen, ki je posledica kajenja. Najbolj resna pljučna bolezen je seveda rak. Druga, ki je mogoče manj poznana, pa tudi povzroča hudo invalidnost, huda bolezen, je kronična obstruktivna pljučna bolezen, ki je pravzaprav bolezen, ki jo samo kadilci dobijo. Kronična obstruktivna bolezen pljuč pomeni več stanj, pri katerih je skupni imenovalec oteženo dihanje. Kajenje je vzrok za nastanek te bolezni v kar 80% primerov. Kaže se lahko kot zadihanost ali kašelj. Začne se navadno nekje med 35 in 45 letom starosti. Gre za trajno škodo, ki je nastala na pljučih, vendar jo opustitev kajenja lahko omili. Kar 90% pljučnega raka je posledica kajenja. Povezava med rakom na pljučih in kajenjem je jasna. Prava kadilska bolezen. In tudi pljučni rak ima to slabost, da se ga praviloma odkrije v napredovali fazi, ko pa ni več dobro ozdravljiv. Prav tako je pri kadilcih pogost pojav raka v ustni votlini in na požiralniku, rak ledvic in mehurja ter celo materničnega vratu. Kajenje je pogost krivec tudi za bolezni srca in ožilja, saj oži žile ter pospešuje strjevanje krvi in s tem nastanek krvnih strdkov. Krvni strdki so eden od glavnih vzrokov za nenadno smrt. Tromboza, ki je pri kadilcih povišana za kar 30%, pomeni, da krvni strdek nastane v arterijah, ki oskrbujejo srce in lahko vodi do srčnega napada. Kadar krvni strdek nastane v ožilju, ki oskrbuje možgane, lahko vodi do blokade v možganih, kar povzroča kapi, paralize, demence. Poleg naštetih bolezni pa kajenje zmanjšuje raven vitamina A v telesu in s tem pospešuje staranje kože, povzroča slab zadah, rumene obloge na zobeh
Poslabšuje astmo in dviguje krvni pritisk. Smo našteli dovolj razlogov za prenehanje kajenja? Člane Društva gluhih in naglušnih Posavja smo vprašali, kako so na splošno zadovoljni z odnosom zdravja do gluhih. Govorim. Ela otroka, ja, ampak teta nisem znal to pa ne razumem. Moje trade se vedno to razumem. Prima, hrvaško jezik, pa razumem. Da ne da patra isti, da ne da isti. Leta 1965 rojena Škotinja Evelyn Glennie je prva gluha profesionalna glasbenica in prva solo vokalistka nasploh. Ker izhaja iz glasbene družine, njen oče je bil harmonikar v škotskem ansamblu, je že kot otrok igrala ustno harmoniko in klarinet. Kljub temu, da je Glennie sluh začel pešati pri 8 letih, do 12. leta pa je popolnoma oglušela, je bila sprejeta na glasbeno akademijo Elon in kasneje naredila sprejemne izpite za Kraljevo glasbeno akademijo v Londonu. Ko je komisija vprašala, kako sliši glasbo, jim je odvrnila z odgovorom: Kako pa jo slišite vi? Izbrala je študijsko smer tolkal in diplomirala z odliko pri komaj 19 letih. Glasbo se je naučila poslušati z vsem telesom. Da bolje občuti ritem, igra bosa. Po vibracijah loči visoke in nizke tone. Prve občuti v predelu prsi in glave, nizke tone pa ob stopalih in na nogah. Svoj način poslušanja je Glennie pojasnila v knjigi Esej o poslušanju. Kot solo vokalistka ima več kot 100 nastopov letno po vsem svetu. Leta 2009 je nastopila tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ustvarja z največjimi dirigenti in orkestri ter sodeluje z znanimi pevci, na primer z Björk, Bobbyjem McFerrinom, Stingom. Napisala je že več kot 170 skladb za tolkala. Za svoje glasbene dosežke je prejela 2 Grammyja, prvega leta 2002 in drugega letos za najboljši klasični solo. Leta 2007 je bila odlikovana z viteškim redom britanskega imperija. Leta 2009 je imela solo nastop na otvoritvi olimpijskih iger gluhih v Tajpeju. Nastopila je tudi na otvoritvi olimpijskih iger v Londonu 2012. V svoji zbirki ima preko 1800 tolkal. Razvila je tudi nov inštrument, alufon. Evelyn Glennie je spremenila dojemanje glasbe. Dokazuje, da glasba ni rezervirana le za slišeče, ampak jo lahko ustvarjajo tudi gluhi.
To je bilo za danes vse. Lepo se imejte in nasvidenje spet v petek.